Dober večer vsem. Zdravo v imenu Jezusa, ko smo tako lepo združili z njim v slavljenju. Ni to blagoslov. Moj namen, moja naloga danes je narediti v bistvu neke vrste uvod v temo celega vikenda. Tema je reformacija oziroma reformacija srca, ampak danes ne bi jaz govoril predvsem o reformaciji nekoč in reformaciji danes. No in ko sem razmišljal, kako se tega lotiti, se mi je zdelo, da je najboljš, da bi pogledali malo o prav vsebini reformacije. Kaj je bil tisti duhovni potencial, ki je sprožil eno stvar pred 500 leti in dejansko ljudje govorijo o tem, da je bilo to tako kot en dinamit, ki se je sprožil, ki je eksplodiral in ta eksplozija se nadaljuje do danes. Se pravi, rad bi na kratko predstavil eno duhovno matrico, duhovno obliko, pa te glavne duhovne vsebine, ki so takrat pred 500 leti tako močno prišle na dan in, kot sem rekel, eksplodirale in ki so pa seveda močne, kako rekel, duhovne pomoči tudi za nas danes. Govorimo o štirih solah po latinsko. In zdaj tako, reformacija seveda je bila tudi čas krize. In ker je bila kriza v cerkvi, so se prvi reformatorji so rekli, moramo se zdaj osredotočiti na tisto, kar je bistveno. Zmeri se vemo, tako moramo zmeri narediti. Kadar smo v krizi, kadar smo v težavah, je treba iti na tisto bistveno. No in tako so oni izluščali 4 bistvene stvari, 4 samo, ki se pa v bistvu med sabo prepletajo. Najprej samo naštejem. Prva je samo vera ali pa samo po veri, druga je samo milost, samo po milosti, tretja je samo Kristus, četrta samo svetopismo. Zdaj vrstni red tukaj ni bistven. Dejansko sem videl, ko sem se tega loteval, da bi lahko začel s katerokoli. Vse od teh 4 stebrov so v bistvu med sabo povezani in prepleteni. Ne moramo nikoli enega razumeti brez ostalih 3. Se pravi, tukaj gre za res nek tak, se mi zdi, globok duhoven temelj, ki pa ima tudi danes za nas, se mi zdi, veliko. In dejansko tudi mi kot kristijani reformacijske dediščine je pomembno, da se od časa do časa vračamo na te temelje, ker tukaj je ogromen duhovni potencial za nas danes. No, bomo začeli s prvo solo, po latinsko sola fide, samo vera, samo po veri. Tukaj pravzaprav govorimo o tem, kako človek pride do Boga. Kako pridemo do Boga, kako lahko pristopimo do Boga. Tukaj se govori o tem. No in pogledamo najprej, kaj ta beseda vera pomeni. Vemo, da je to svetopisanska beseda, ki se ogromnokrat uporablja, sploh v Novi zavezi, in je v bistvu zelo bogata beseda. Beseda vera v sodobni slovenščini mogoče sploh ni najbolj točna, zato ker biblična beseda vera ima vedno osebno razsežnost. To je bolj zaupanje, zanašanje, lojalnost, zavezanost nekomu in tudi zvestoba. Dejansko biblični pojem in v grščini in v hebrejščini v osnovi pomeni zvestobo in lahko najprej pomeni kar božjo zvestobo. Ampak potem pa seveda je potem tudi o naši zvestobi oziroma veri oziroma zaupanju v Kristusa. Se pravi, gre za to zanašanje, osebno zanašanje. In seveda to ni kar neko zanašanje v kar nekaj, ampak zelo konkretno v Jezusa, v Kristusa. O tem bo govorila 4. sola, solus Kristus, samo Kristus. No, skratka, gre tudi za aktivnost. Zdaj apostol Pavel recimo v pismu Rimljanom na par ključnih mestih uporabi izraz poslušnost vere. To je spet tak biblični izraz, ki pomeni
poslušanje Boga in poslušanje Kristusa, ki izhaja iz vere. In obenem pa seveda tudi pomeni vero, ki se rojeva iz poslušanja Boga. Saj vemo, vera prihaja po Božji besedi. V obe smeri gre ta izraz. Ampak to je ključen termin, s katerim Pavel operira in s katerim moramo tudi mi operirati. Vera je v bistvu prava poslušnost Bogu. Je pravi odziv na Boga. In je zato, po pričevanju nove zaveze, je vera v bistvu temelj česa, koli imamo mi ljudje z Bogom. Karkoli bi z Bogom imel, vse mora biti po veri, vse mora biti v veri. Nekje Pavel napiše, kar ni iz vere, je greh. Prav, vse, kar ne bi kristjani delali, mislili, govorili, počeli, vse mora imeti za temelj vero. No in zdaj seveda v teh razpravah, ki so bile v 16. stoletju, se je zelo močno poudaril tale vidik. Po veri smo opravičeni. To je zdaj tak mal močnejši, spet močnejši svetopisanski izraz, ki ga je treba razložiti. Opravičenje pomeni, kako smo mi lahko z Bogom tako, kot je prav. Beseda pravičnost, kako biti prav z Bogom. In seveda, v luči nove zaveze, Bog sam nas naredi tako, da smo prav. Da smo taki, kot je prav za njega, in da smo seveda taki, kot je prav tudi drug do drugega. To je bibličen pojem pravičnosti. No in po veri pridemo do pravičnosti, se pravi, pridemo do sprave z Bogom. Vera je tisto, kar Bog edino, kar Bog pričakuje od vsakega človeka, in zaradi vere se spravi z Bogom, postane tak, kot je prav pred njim, lahko bi rekel, da se združi z Bogom. Odnos, ki je padel, odnos Bog-človek, ki se je zrušil na začetku ob padcu v greh, se je zdaj zacelil in je ozdravel. Končno se človek vrača k Bogu tako, kot je Bog sam predvidel in sam pripravil. Se pravi, vera že tudi v tem smislu govori o odnosu, govori o obnovljenem odnosu z Bogom. In spet fokus je v Kristusu. Recimo, pismo Efežanom, pa v pismu Efežanom lahko Pavel reče zelo tako stvar, da imamo po veri, da se nam je odprl dostop do Boga. Gledamo Efežanom 3:12. Treba še malo prebrati, še kaj zraven. Gledamo pismo Efežanom, 3. poglavje. Poglejmo od vrstice. Recimo, bom prebral od 10. Tako naj bi se zdaj po cerkvi oznanila vladarstvom in vlastem v nebeških področjih mnogovrstna Božja modrost. In to sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Ta dostop je kar dostop k Bogu samemu. Celo bi lahko rekli, je dostop v tist svet prostor, v katerega prej nihče ni mogel priti živ. Oziroma veliki duhovnik enkrat na let. Tukaj pa govorimo o dostopu k Bogu samemu. V veri vidimo tudi v popolnem zaupanju. Tukaj Pavel 2 izraza, mora še poudariti to. Kaj se je v Kristusu odprlo. In tudi srčnost, to je beseda, ki dobesedno pomeni svoboda govora, pomeni svoboda pristopa, pomeni, da lahko res z zaupnostjo pristopimo zdaj k Bogu. To pomeni, da je pot do Boga dejansko se odprla. In da človek dejansko, tak človek, kot si ti pa jaz, majhen, grešen, omejen, smrten, da lahko dejansko pride v prisotnost živega, svetega Boga. To naredi vera. In to je en od teh, tukaj zdaj že vidimo, kako je to nekaj v bistvu revolucionarnega v tem smislu, kako to vse postavi drugače. Reformatorji Luther in naš Trubar so ugotovili,
po Svetem pismu, vera je tisto, kar nas pripelje k Bogu in to je to, kar Bog išče. Mi, kristjani, si dostakrat in takrat in zdaj si dajemo veliko enih religioznih opravil. Ne vem, takih in drugačnih verskih nalog in del si dajemo. Ampak Sveto pismo nas tle izziva. Prav, to, kar rabiš za dostop v samo prisotnost Svetega Boga, je preprosta in popolna vera, za popolno zaupanje v Kristusa in v njegovo delo je dovolj. Čist nič drugega ni in samo to je, kar človeka pripelje k Bogu. No in pogledno, vse lahko kar še tle ostanemo v tem poglavju, ne? Ker tukaj naprej, recimo v 17. vrstici Pavel, kar tako iz pridige njegova pridiga se prelom v molitev in to je v eno najglobih molitev sploh, kar jih je zapisanih v Novi zavezi. Ne bomo imeli časa zdaj, da se s tem ukvarjamo, samo na 17. vrstico bi vas opozoril. In Pavel moli, naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih. Tukaj pa zdaj obratna smer še. Prej smo rekli, po veri mi pristopamo k Bogu, ampak zdaj pa Pavel še obrne smer. Po veri še več. Bog pristopa v vas. Bog prihaja se, naseliti se hoče. Tukaj to je jezik svetišča. To je jezik obnovljenega Božjega templa. Da bi Kristus po veri začel prebivati, da bi se naselil, da ima stanovanje, stalno bivališče. O tem govorimo. Se pravi, vera je tisto, kar nas odnese v Boga in Boga prenese v naša srca. To je veličina te preproste svetopisanske vere v Kristusa. In to tudi rad rečem, glede na Sveto pismo, moramo reči tudi tole, vera je prednji obraz ljubezni. To, da mi zares zvesto začnemo naslanjati na tega Jezusa, ki ga je Bog predstavil nam. Ta vzgib srca, da tako rečem, ta vzgib naše osebe, da se naslonimo na ga, je prvo seme ljubezni. To so korenine, iz katere ljubezen raste. Ker tukaj seveda se mi začnemo združevati z Bogom, ki je ljubezen. In drugače ne more biti. In zato recimo potem Pavel, ko govori v pismu Galačanom, govori, da zdaj ne velja nič več obreza in neobreza. Prav taki religiozni predpisi ali pa nikakršni. To, kar zdaj velja prav, je vera, ki deluje po ljubezni. Prav, vera deluje. Vera je nekaj aktivnega. Vera ni nekaj abstraktnega pa pasivnega. To zaupanje v Kristusa ima izreden potencial, da v nas začne rojevati, da tako rečem, Božjo ljubezen. Prav, vera je tisti prvi korak, prvo seme, tista korenina, ki, če je prava in če jo pustimo rast, bo nujno obrodila sad v Božji ljubezni in v življenju ljubezni. Zato to je sad duha potem, o katerem Pavel tudi govori. No, potem lahko gremo zdaj korak naprej, k drugi tej soli. Sola gracia, samo milost, samo po milosti. Če smo prej govorili o tem, kako človek pristopi do Boga, tukaj je pa ta druga sola, pa predvsem govori o tem, kakšen je Bog. Govori o Božji naravi. Spet, dajmo pogledati, kaj milost pomeni v bibličnem smislu. Milost je spet velika beseda v Novi zavezi in grška beseda je izvedena iz besede veselje. Pomeni se pravi nekaj razveseljujočega in je predvsem je povezana z zastonjskim darom. Tukaj, ko govorimo o milosti, zmeri, ko prebereš milost v Svetem pismu, zmeri rečeš nezaslužen dar. Darilo, ki sem ga dobil, pa si ga nisem zaslužil. To je temeljen pomen te biblične milosti. Se pravi, nezaslužena dobrota in spet ljubezen je tukaj zelo blizu, pomensko, čista ljubezen, ki se daruje. Zdaj, ko Nova zaveza vztrajno govori o Božji milosti, o milostnem Bogu, o milosti, ki nam je
dana po Jezusu Kristusu, o duhu milosti, se pravi, Oče, Sin in Sveti Duh, vsi trije so definirani z milostjo. Tukaj imamo pred sabo vizijo Boga, podobo Boga, ki je silno bogat, ki prekipeva od izobilja in ki daje zastonj. Gracija je isti koren, kot mi rečemo gratis. Nekaj je zastojn. Bog daje zastojn iz čiste svoje svobode, iz čiste svoje ljubezni, iz čistega prekipevanja, preobilja, ki ga ima, daje zastojn. In zato ne more človek to sploh doseči drugače, kot enostavno po veri. Človek ne more nič narediti za to. To je zelo pomembna stvar. Božja milost, Božja ljubezen, čisti zastojnski dar. In to je ena spet od stvari, ki so mladega Lutra, recimo, ki so ga prevzeli. Ravno v branju pisma Rimljanom so se mu te stvari zasvetlikale, kaj ne rečem, pred očmi in so ga kompletno prenovile. Še več bi lahko rekel, to, da je Bog tak, da je Bog sam ta prekipevajoč student, iz katerega prekipeva dobrota in milost, to je celo, tako bi lahko rekel, to je tudi nova vizija celega stvarstva. Zakaj sploh vse obstaja? Je iz čiste te Božje presežnosti, preobilja, kar daje, kar hoče dajati in dejansko tudi mi moramo sebe in svoje mesto v Božjem načrtu in vsem, kar je v svetu, videti drugače. Tukaj je na delu druga ekonomija, kot pravimo. Namreč, sam pojem milosti nasprotuje enemu drugemu pojmu in to je pa pojem trgovanja. Vemo, da en od vzrokov, saj prvih stvari, ki so Lutra spodbudile, da je začel pisati in da je nabil tistih 95 tez, je bilo v bistvu trgovanje z Bogom. Ljudje so si zamislili, da če delajo določena dela, pobožna dela, da dobivajo, bomo rekli, določene točke, določen kredit pri Bogu in da Bog kar mora nekaj, v glavnem, trgovina. Seveda, tukaj moramo biti iskreni. Ta problem ni bil samo takrat v 16. stoletju. Dejansko je ta trgovanje, ta daj dam, ta menjalen princip, jaz bom dober do tebe, če ti dober do mene, to je upisano v čisto vsakega od nas. Naša padla narava, tista, ki smo jo podedovali, tista, ki se v Svetem pismu reče greh, ta padla narava deluje trgovinsko, trguje skozi. Tukaj nas pa Bog izziva. Bog nam pa zdaj prav, tukaj zdaj v mojem kraljestvu je pa tega konc. Tukaj pa velja dar in dar in dar. In če hočete biti del tega, tudi vi postanete dar. Ne gre drugače. Poglejte spet Kristusa. A je kje kakšen boljši opis daru, kot je on? Nekdo, ki je poln Boga, pride, se izprazen, pride v našo situacijo, v našo bedo in se celo pusti, da mi naredimo z njim to, kar smo naredili. Ampak on nas kliče, da nosimo njegovo podobo. Se pravi, tukaj imamo z milostjo se ruši sistem, po katerem funkcionira ta padel svet in tudi ta padla človeška družba. Zato smo kristjani poklicani, da v bistvu formiramo jedro nove družbe, ki funkcionira po drugih zakonih, po zakonih daru, ne po tržnih zakonih. Ampak zakaj? Zato, ker to lahko, ker smemo in moramo pristopiti k temu Bogu, k temu bogatemu studencu, ki prekipeva. Se pravi, konc trgovine, milost pomeni konc trgovanja. In obratno, pomeni prestop, prehod v kompletno novo življenje, v novo stvarstvo, ki pa funkcionira kot čisti dar. In tam v Božjem kraljestvu so vsi ljudje in vse, kar je čisti dar drugemu in Bogu, kar ima Božjo naravo. Torej, v drugi strani seveda milost nas nam jasno prav, da moramo kompletno nehati misliti, da imamo mi kakšne zasluge. Nimamo. Milost to izključ. Noben od nas nima nobene zasluge in to, če dobro pomislimo, je osvobajajoče. To nas osvobaja tega. To nas osvobaja, da smo bedni, majhni, ampak svobodni pred Bogom. Ne rabimo nič biti.
ker nas milost rešuje tega. Se pravi, ni nič v nas, s čemer bi mi lahko dosegli Boga. Mi nimamo sposobnosti, ravno zato pa Bog pride sam. Se pravi, na naši strani, kot smo rekli, je samo spokorjenje, obrat k Bogu s srcem in obrat stran od greha in preprosta vera, tako kot smo rekli prej. No, zdaj pa pogledamo še tretji temelj. In to pa je solus Christus, samo Kristus. Tukaj bi pa pravzaprav lahko rekli, to pa je Božji namen. Božji namen in za vsakega od nas posamezno in za vse stvarstvo. Že smo večkrat omenili, da ste videli, ko sem govoril o veri, pa tudi o milosti, se ne da o tem govoriti ločeno od Kristusa. Ne? In ker dejansko vse, se to bom še tudi povedal, ampak vse te stvari imajo nujno, kaj ne rečem, oznako Kristusa. Ko govorimo o veri, je to vera v Kristusa. Ko govorimo o milosti Božji, govorimo o Kristusu. Ne moramo o teh stvareh govoriti abstraktno. Ampak Kristus je tak, ki je to razumel. Zdaj, kdo je Jezus? Kdo je Jezus Kristus? Kristus vemo, pomeni Mesija. Tako bi lahko rekel, Kristus je tista točka ali pa tisti prostor, ki ga je Bog pripravil, kjer se dejansko srečata človeška vera oziroma človeška zvestoba pa Božja milost. Namreč, on je bil človek, ki je bil sam najprej zvest Bogu in ki je verjel Bogu. Se pravi, tudi naša vera, moramo vedeti, korenin v Kristusu. In prihaja v bistvu iz njega. In mi tukaj, ko verujemo Bogu, mi s tem samo sledimo Kristusu. Samo postajamo taki, kot on. On je bil prvi, ki je res veroval, ki je bil res zvest, ki je imel to poslušnost vere. In seveda, vemo pa, da v njem, on ki je Bog in človek, hkrati pa piše Pavel, telesno biva vsa polnost božanstva. Se pravi, v njemu je pa vsa ta bogatstvo, prekipevajoče bogatstvo Božje milosti je v njem telesno. Se pravi, Kristus, ko je bival na tem svetu, v tem svetu, takem, kot smo zdaj, je Božja milost bila utelešena, dobesedno. In zato tudi, recimo, če pogledamo še eno mesto iz pisma Efežanom, v 1. poglavju, bom prebral 10. vrstico, oziroma vidimo, kako gre stavek. Ja, bo treba prej začeti. Celo 1. poglavje pisma Efežanom je en dolg stavek v izvedniku. Ampak zdaj tle v prevodu so ga malo razsekali, da nam je malo lažji. Poglejmo od 8. vrstice. To milost je obilno razlil na nas, za vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje, po dobrohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov. Osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. Poudarek bi rad dal na teh zadnjih par besedah, ki jih imamo tukaj. Osrediniti v Kristusu kot glavi. To je dejansko pomeni, da narediti, da je Kristus glava ali pa središče vsega. In zdaj, če Sveto pismo beremo v nebesih in na zemlji, to pomeni vse. Danes bi rekel vsega vesolja. Tako bi v današnjem jeziku rekel. Prav, da Božji načrt je, da Jezus Kristus postane središče vsega, kar obstaja. Zdaj seveda, po tem, kar vemo o njem, po tem, kar vemo, da je on že pred rojstvom bil ta živa Božja beseda, po kateri je Bog vse ustvaril, potem tudi vidimo, zakaj ima on dejansko ta potencial, da to lahko tudi je. Ampak to je Božji plan, da se vse stvarstvo, bom rekel, nekako uredi okrog Kristusa. Prav, on je tista Božja beseda, nova Božja beseda, novega stvarjenja, ki dejansko na novo štartala stvarstvo in novo stvarstvo je kompletno urejeno, bomo rekli, po njegovem vzorcu.
Tako kot vemo, če se nekje delajo kristali, je zelo važno, kakšno obliko ima prvi kristal. Na tak način je Kristus, on je tisti prvi vzorc, okrog katerega se gradi kompletno novo stvarstvo. On je ta prav vzor vsega, celotnega stvarstva. No in seveda, če je to tako, se pravi, tukaj imamo zdaj to široko platno. Kaj Bog dela v celotni zgodovini, v celotnem vesolju. Nič manj. Potem pa seveda jasno to pomeni, da kaj to tudi velja za vsakega od nas posamezno. Kristus mora biti središče našega življenja. Bog, to je Božji plan. Vsega, kar mi delamo, vsega, kar mi verujemo, vsega, za kar si mi prizadevamo. Tako kot je recimo tam, ko se je Jezus preobrazil na gori, pa so bili 3 učenci, so bili z njim, je prišel glas Božji, ki je v bistvu samo eno stvar naročil. Njega poslušajte. Samo to. Njega poslušajte. Fokus na njega. On je v žarišču. Se pravi, zdaj tako, Jezus je to, kako je Bog samega sebe definiral. Ker mi druge definicije Boga nimamo. Če vas kdo vpraša, če vam kdo reče, daj mi definiri Boga, mu lahko mirno in pravilno odgovorite, samo ena definicija, Jezus. Jezus je definicija Boga. Drugi ni. Ker Boga nikoli ni nihče videl, piše v Svetem pismu. Bog je pač nad vsem, kar si mi lahko predstavljamo. Ampak Bog je sam v svoji ljubezni in svoji milosti se sam definiral in omejil tudi, je postal človek v Jezusu. Se pravi, tukaj imamo definicijo Boga, kompletno. In zato moramo biti zelo osredotočeni na njega. In še posebej seveda, in to so pa reformatorji zelo močno poudarili, je treba biti osredotočen na to ključno dejanje Jezusovo. Njegovo smrt na križu, njegovo vstajenje od mrtvih. Ker to je Jezus sam povedal kot temeljni, kot vrhunc, kot glavni cilj njegovega življenja. In zato moramo tudi mi biti tja posebej usmerjeni. Ker to dejanje, ta smrt na križu in to vstajenje od mrtvih, to je pa tudi naša definicija. Če pogledamo, kako smo krščeni, in krst vemo, da je začetek krščanskega življenja, vemo, da krst pomeni točno to, pomeni zedinjenje s Kristusom na križu in zedinjenje z njim v vstajenju od mrtvih. To je naša definicija. Tukaj smo definirani in v bistvu je tako, da potem celo življenje se učimo hoditi v tem, kar krst je. V tej realnosti krsta, tako kot pravi pismo Rimljanom. Jezus je nas definiral. Mi smo definirani tudi v njemu. In to je dobro. Zelo dobra definicija. Mi smo z njim označeni. In v njegovo podobo se preobražamo. To vemo, da je cilj vsega, spet lahko bi rekel, vsega krščanskega življenja, to, da postajamo zmeraj bolj podobni njemu. V vsem. V mišljenju, v delovanju, v ljubezni, v potrpežljivosti, v ponižnosti, v veselju in tudi v moči. No in zato moramo tudi to poudariti, da vse krščanske vrline, o katerih govorimo, ljubezen, potrpežljivost, dobrota in tako naprej, vse to je definiran z Jezusom. Recimo, ko beremo o sadu duha, tam v pismu Galačanom Pavel navede 9 stvari, ki so sad duha. Prav, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, dobrota, radodarnost, zvestova, krotko samoobvladanje. Samo tle se moramo zelo paziti, da ne probamo teh stvari misliti kar tako, nekje v zraku. Tukaj dejansko duh v nas dela Jezusovo ljubezen, v nas dela Jezusovo veselje, v nas daje Jezusov mir, v nas daje Jezusovo lastno potrpežljivost in tako naprej. Se pravi, tukaj gre za v bistvu, bomo rekel, Jezusove značajske lastnosti, ki jih Sveti Duh vsakega od nas ugrajuje in mi smo poklicani, da pustimo, da te stvari rastejo
in cvetijo in dajo sad v našem življenju. Ampak to so dejansko samo vidiki Jezusa, to ni nekaj drugega od Jezusa. Sprav, karkoli je tazga, je izrašča ven iz Jezusa, iz tega daru njega. No in seveda, čim govorimo o Jezusu, o Kristusu, o Božjem sinu, potem moramo videti, da je skratka, da gre tukaj za vizijo, Božjo vizijo za nas vse in to je, da smo vizija popolne združenosti z njim. Smo dejansko, da postajamo eno z njim, se veste, kot je Jezus namolil. Jezus je postal eno z nami, dejansko si privzel našo bedo, zato, da bi mi lahko bili deležni njegove slave. Jezusu gre za to, da je eno z nami. Se pravi, na nas je vprašanje, a se hočemo odzvati nečemu takemu, nečemu tako velikemu. On je naša v resnici, on je naša identiteta. On je jaz novega človeka. Ko govorimo o novem stvarstvu, novem rojstvu, novem človeku, jaz tega novega človeka je Jezusom. Pa saj je modeliran po Jezusu, ima njegovo podobo. No in to so reformatorji uvideli, da vsem, kar je krščansko, mora biti ta ostra, jasna osredotočenost na Kristusa, ker čim se tukaj ta jasen fokus zgubi, se dejansko začne krščanstvo razvodenevati in razpadati v prafaktorje. Tukaj, tle se moramo vedno nazaj vračati na to točko. No, potem pa imamo še četrto solo, sola skriptura, samo sveto pismo. Tukaj bi pa pravzaprav lahko govorili o tem, da nam Bog s svetim pismom daje eno sredstvo, eno pomoč, zato da bi bili lahko gotovi. In tudi poleg tega nam daje pa konkretno spet sredstvo ali pa orodje za srečevanje z njim. Zdaj, seveda, vsem tem, kar sem zdaj povedal, sem navajal stvari iz Svetega pisma in vsem tem Sveto pismo pričuje. Kako vemo, da je to res? To je zdaj prva stvar je ta, da moramo dejansko imeti eno osnovo za vero. Pa za to, da smemo govoriti o Božji milosti, tako kot govorimo. In seveda o Kristusu. Zdaj, v tistem 16. stoletju je bilo to, seveda se je šlo za vprašanje avtoritete. Kako je zdaj, kaj je res tista končna avtoriteta? Kako je s tem? No in takrat seveda vemo, da se je postavilo tako, v bistvu, polemika, zelo žgoča. Ima cerkev večjo avtoriteto ali ima Sveto pismo. Cerkev z tem, kar uči, z svojo zgodovino, z učitelji in tako naprej. In seveda kritiki so takoj opozorili, da tudi Sveto pismo je nastalo znotraj cerkve. In to je res. Sveto pismo ni padlo z neba. Sveto pismo so krščanski spisi, ki so jih kristjani pisali in kristjani na eni točki so te spise zbrali. No, ampak ravno tukaj je pa nekaj, kar pa kritiki pozabljajo, da je dejansko cerkev sama in seveda verjamemo, da pod vodstvom Svetega Duha po veri določene spise dala na stran in rekla, to je Sveto pismo. Ker zdaj, zgodovinsko gledano je takole, krščanski spisi so nastali ves čas. In noben ni prisilil cerkve, da mora reči, ne, tole je Sveto pismo. Lahko bi cerkev nastala, ne, to so vse naše spisi. Ni nobene diskontinuitete, a veste. Spisi so nastali v 1. stoletju, konc 1. stoletja, začetek 2. stoletja. Cerkev bi lahko rekel, to je vse naše, ampak sama cerkev je nekaj konc 2. stoletja, pa potem še v 3. do konca pa v 4. stoletju rekla, ne. Eni spisi so Sveto pismo in to je imenovala kanon. Kanon pa v bistvu je merilo. Se pravi, sama cerkev je na eni točki, seveda, verujemo pod vodstvom Svetega Duha, rekla, tole je merilo. Ostalo je v redu. Tudi to ne pomeni, da je karkoli narobe mogoče z ostalim. Ne, ampak tole je merilo. In to je zdaj funkcija, zdaj, če govorimo o tem, kako je z avtoriteto, vidimo, tako moramo razumeti Sveto pismo. Sveto pismo je merilo.
ne, ki ima večjo avtoriteto od česarkoli drugega, sploh če pride do nesoglasij, če pride do sporov, ima v razsojanju glavno vlogo svetopisma. No in tle moramo seveda tudi povedati, kaj sola skriptura ne pomeni. Ne. To ne pomeni, da ostali spisi niso važni. Samo svetopismo ne pomeni, da ne bi kristijani brali samo svetopismo. Ne, sploh ne. Reformatorji sami so lep zgled tega. Oni so zelo dobro poznali cerkvene pisce, cerkvene učitele, cerkvene očete iz zgodnjih stoletij, sami so jih izredno spoštovali, so jih navajali. Oni so se skozi sklicvali ne samo na svetopismo, ampak tudi na ostale stvari, ki jih imamo v cerkvi, ki so dobre, ki jih je Sveti Duh dal v cerkvi. Sola skriptura pomeni samo to, da v končnem razsoju ima svetopismo prvo mesto. In nič ne sme tega zasenčiti, zato gre. Tukaj, to je načelo sola skriptura. No in seveda, tukaj moramo še eno besedo, bi rad rekel, glede Božje besede. Svetopismo pa Božja beseda sta seveda povezana, ampak tle je dobro, da mogoče razmišljamo mečken globi. Ker spet po pričevanju Svetega pisma je Božja beseda, zdaj oboje z veliko začetnico, je kar Jezus Kristus. Jezus je Božja beseda, je živa Božja beseda, je prišla iz nebes in on je tisti, ki na novo vse ustvarja. Se pravi, v strogem pomenu je Božja beseda Jezus sam. In potem naprej seveda vemo, da temeljno sporočilo o Kristusu je evangelij. In to je pa to preprosto sporočilo. To je tudi zelo pomembna stvar, ki so reformatorji, Luther pa drugi, ki so odkrili. Je to v bistvu to preprosto sporočilo, ki nas v bistvu vzbuja k veri in k življenju. In to je sporočilo, da je Jezus Kristus prišel za nas, da je umrl na križu za nas, da je vstal od mrtvih za nas. To lahko preberete na začetku 15. poglavja prvega pisma Korinčanom. Pavel naredi tak kratek povzetek. In prav, to ste slišali, če to verujete, ste v odrešenju. Konc debate. To je evangelij, to je to preprosto sporočilo o Kristusu, kjer pa Pavel drugi pravi, da je Božja moč. Evangelij pravi, Božja moč v odrešitev vsakoma, ko veruje. Se pravi, tukaj imamo, to je ta, kaj bi rekel, najbolj preprosta Božja beseda. Če gremo, in potem pa seveda, če gremo pa zdaj še en korak naprej, je pa seveda to besedo, pa srečamo v Svetem pismu. In tudi, dejansko, reformatorji so dojeli, da celotno Sveto pismo je treba brati okrog Kristusa. Tega, kar prej nisem rekel, moram zdaj reči. Kot je Kristus središče vesolja, pa kot je Kristus središče, mora biti središče moje osebe, je Kristus središče te knjige tudi. In branje te knjige, edino pravo branje je tako, da išče Kristusa posod, tudi v stari zavezi. Stara zaveza ga napoveduje, nova zaveza pričuje o njem. On v njegovem učenju in smrti in vstajenju in potem o prvih skupnostih, kako so ga te razumeli. Ampak vse je usmerjeno v Kristusa. Se pravi, Sveto pismo je avtoritativno pričevanje v Kristusu. In tudi zato so nenazadnje zbrali spise, ki so bili povezani z apostolskim časom, se pravi s tem prvim časom. No in zdaj seveda kot to pričevanje o Kristusu, pa je tudi Sveto pismo potem Božja beseda. Prav v tem drugem smislu, zapisana Božja beseda, pač ta knjiga je papir pa črke. Pa vendar, zdaj je pa nekaj tudi. Mi vemo, da pri samem pisanju je bil navzoč Sveti Duh in kar je enako pomembno, ta Sveti Duh je tudi pri samem branju. Tisto mesto v drugem pismu Timoteju, ki pravi, vse pismo je navdihnjeno od Boga. Tisto mesto v izvirniku dejansko se da razumeti v obe smeri. Se pravi, da ga je Bog navdihnil ali pa da je od Boga dihajoče. Se pravi, da diha Boga, da tako bi rekel. Da iz njega veje Božji dih. Oboje je možno razumeti. To je drugo pismo Timoteju 3:16. Poglejmo od 15. vrstice spet. Že od otroštva poznaš Sveto pismo. In to ti more spet kako?
po veri v Kristusa Jezusa, dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, poboljševanje, vzgojo pravičnosti. Zaradi tega, ker je iz pisma diha Božji duh, da tako rečemo, zato ima Sveto pismo ta potencial, da nas svari, da nas poučuje, da nas poboljšuje in nas vzgaja v pravi modrosti in nas pelje v rešitev po veri. Tukaj vidimo, kako recimo v tem odlomku te stvari skupaj pridejo. Kristus, vera, svetopismo. Kakšno funkcijo ima svetopismo. No in to je pa zdaj ta še četrta stvar, ki so jo protestanti v 16. stoletju prinesli na dan. In ja, tako kot rečeno, ta stvar je to ponovno odkritje tega je bilo tako kot v uni priliki v evangeliju, ker nekdo najde zaklad, ki je bil dolg časa zakopan. In prav od veselja gre in proda vse, kar ima. No in enako se mi zdi, je bilo pomembno, da tudi mi začutimo bogatstvo v teh 4 temeljnih spoznanjih in predvsem ta velik potencial za našo rast kot kristijani, za našo rast k Kristusu in v Kristusa in s Kristusom in sploh za rast cerkve in sploh za celoten Božji načrt. Dobro je, da vidimo, kdaj je to veliko sliko, kaj Bog dela na širokem planu, ker to nam vliva upanje. To pomeni, da jaz sem lahko zelo majhen, pa nepomemben, ampak sem delček tega, kar Bog dela in to je dobro. In to je to, kar nas tolaž tudi v času, ko se nam marsikaj zdi brez veze, ampak prenašamo težave in razne stiske, ki nas zadenajo v življenju. To v bistvu, to bi bilo to od mene zdaj v tem prvem delu. To, ko sem hotel podati kot ta duhovni naboj, ki naj bi nas spodbudil.